Pozdravljeni. Začenja se tudi eden izmed najbolj pričakovanih vikendov v letošnji sezoni svetovnega prvenstva Formule 1. In tudi tokrat v uvodnem prispevku k veliki nagradi Italije si bomo ogledali, kot ponavadi, vse tiste zanimivosti ter značilnosti, preden se bodo aktivnosti na progi pričele. Kot je že dodobra zasidrano v naših navadah, bo tudi tokratni uvodni prispevek razdeljen na 3 nam dobro znane dele. Najprej si bomo ogledali, kot ponavadi, zanimivo dirko iz preteklosti. Nato bomo našo pozornost usmerili k samim lastnostim proge v Monzi in na koncu nekaj minut porabili še za krajšo vremensko napoved. Verjetno ni težko uganiti, kateri dirki za veliko nagrado Italije se bomo vrnili danes. Verjetno ste brali v mnogih virih, ki se ukvarjajo s Formulo 1, da pri scuderiji Ferrari praznujejo prav poseben jubilej. Namreč mineva točno 50 let od tiste dirke, ko je Niki Lauda osvojil svoj prvi naslov svetovnega prvaka, seveda s Ferrarijem. In to se je zgodilo točno 7. septembra leta 1975. In tudi letos bo dirka na dan 7. septembra, ampak z eno bistveno razliko. Takrat je bila velika nagrada Italije 13. od 14 dirk na koledarju, torej predzadnja v sezoni. In ne smemo pozabiti na nekaj. Niki Lauda v tisti sezoni ni potreboval zmage, da bi se tudi matematično okronal za prvaka. In to zaradi tega, ker je bil v sezoni praktično najboljši, najbolj dominanten voznik, seveda za takratne razmere. Tistega trenutka je imel na svojem računu že 4 zmage, in treba je omeniti, da do konca sezone je osvojil še eno. In tu seveda lahko razumemo, da so bila pričakovanja izjemno visoka, namreč osvojiti naslov svetovnega prvaka na veliki nagradi Italije za Ferrari je pravzaprav nekaj posebnega. Še tu ne smemo pozabiti na neko zanimivo dejstvo. Namreč prejšnji naslov so osvojili z Johnom Surteesom 11 let pred tem, torej leta 1964. In lahko nam je jasno, da je bila takrat publika praktično na vseh kotičkih znamenite proge v Monzi. Na kvalifikacijah so pokazali pri scuderiji Ferrari, da so bili enostavno najboljši z modelom 312T. Na prvem mestu je bil Niki Lauda, poleg njega njegov moštveni kolega Clay Regazzoni. Ampak Monza je zmeraj bila dirka polna presenečenj, polna preobratov in na koncu se je tretji iz kvalifikacij Emerson Fittipaldi, edini pravi nasprotnik Nikija Laude in prvak v prejšnji sezoni, boril dobesedno do zadnjega. Ampak leta 1975 na veliki nagradi Italije je bil veliki dan Claya Regazzoni. Zmagal je s prednostjo 16 sekund in 60 pred Emersonom Fittipaldi. Na tretjem mestu z zaostankom več kot 23 sekund se je znašel Niki Lauda. Ampak kljub temu, da je zmago dosegel njegov moštveni kolega, kljub temu, da ga je prehitel direktni zasledovalec, je bilo tretje mesto več kot dovolj.
Namreč na koledarju je bila še velika nagrada Združenih držav Amerike in Niki Lauda je v tistem trenutku imel prednost 16 točk in pol. 5 kot uvod. In seveda tudi v Združenih državah, kot sem že malce omenil predtem, je zmagal Niki Lauda in tako svoj naslov še potrdil. Ampak mnogi bodo pozabili neko podrobnost. Namreč niso na dirki za veliko nagrado Italije leta 1975 postali pri Ferrariju prvaki samo med vozniki, ampak tudi med konstruktorji. Začela se je fantastična serija modela 312T, ki je naslov med konstruktorji osvojil leta 75, 76, 77 in 79. In tako bi lahko dejali, da prav tu, na veliki nagradi Italije, morajo pri Ferrariju obeležiti dvojni naslov in ne samo enega. A to je seveda bila zanimiva dirka iz preteklosti, mi se bomo pa sedaj spustili malce k lastnostim proge. Monza je seveda nam, ljubiteljem, znana kot tempelj hitrosti. Je praktično tretja stalna proga v zgodovini človeštva po Brooklynu in Indianapolisu. Torej je kraj, kjer je dobesedno hitrost doma. In tu se bomo sedaj kot običajno obrnili k tisti tabeli, ki nam jo ponuja Pirelli. In ugotovili bomo, da je izbor pnevmatik praktično obvezen. Tu kraljujejo mešanice T4 in T5. Marsikdo se bo sedaj začel spraševati, zakaj? Ker imamo dolge ravnine, visoke hitrosti, kjer se pnevmatike ohlajajo, in na tistih mestih, kjer je treba zapeljati skozi šikano ali pa skozi ovinek, je potrebno hitro spraviti pnevmatiko na delovno temperaturo. Mehkejša kot pnevmatika na nižji temperaturi nudi optimalni prijem. Zakaj pa ne vidimo pnevmatike C6? Ker bi bilo to verjetno preveč nevarno. Namreč T6, kot smo videli, se ni preveč izkazala na prejšnjih dirkah. Ampak lastnosti proge po vrednostih, ki nam jih daje Pirelli, so seveda zanimive kot običajno. V povprečju imamo pospeševanje, torej tu lahko vidimo, da je plin odprt večino časa, torej ni toliko pospeševanja, kot je seveda držanje tiste maksimalne hitrosti. Stres pnevmatik je tudi v kategoriji 3 in oprijem, ki ga nudi asfalt, je seveda povprečen. Abrazivnost asfalta in bočne sile imajo vrednost 2, torej malce podpovprečno, in evolucija same proge ter zaviranje imajo vrednost 4, torej stopnjo nad onim, kar bi lahko imeli za povprečno. Kar se tiče aerodinamičnega oprijema, imamo tu vrednost 1. Torej, potrebno je imeti čim manjši zračni upor in dosegati čim višjo končno hitrost. Kot zanimivo, včasih so za veliko nagrado Italije pripravljali prav posebne aerodinamične pakete, take, ki niso prišli v poštev praktično nikjer drugje. Tisti, ki so bili malce bolj na tesnem sredstvu, so seveda uporabljali sete, ki smo jih videli na primer na veliki nagradi Belgije, ampak razlika je bila več kot očitna. A vrnimo se k naši tabeli, kjer bomo sicer opazili, da se v zadnjih 2 sezonah vrednosti, ki jih predpisuje Pirelli, niso spreminjale, predvsem kar se tiče tistega previsnega kota, -3 stopinje na prednji osi in -2 stopinji na zadnji osi, ter seveda kar se tiče tlaka.
Namreč na prednjem paru koles je ta predpisan na vrednost 25 funtov in pol na kvadratni palec, na zadnjem paru koles pa na 23 funtov in pol na kvadratni palec. Leta 2023 je bil predpisan tlak za cel funt na kvadratni palec nižji, ampak tudi bolidi so bili drugačni in mešanice so se malenkostno spremenile. Kot ste opazili tudi na grafiki, zanimivost, lahko vidimo, da pnevmatike niso pod takim pritiskom, pod takim stresom, ampak zanimivo, na levi strani bolida trpijo malce bolj kot na desni. Mogoče zaradi zadnjega ovinka, posvečenega spominu na Michela Alboreta, bivši paraboliki, no ja, ne vem, ampak meni je bila ta razlaga najbolj logična. Tako razumeli smo, da je proga v Monzi specifična, kjer se gre na polno, kjer se lovi hitrost in tudi zaradi tega je izjemno pomembno imeti čim manj postankov, nekaj, kar je v nasprotju z današnjimi trendi. Izguba časa za sam postanek je tu nekako ocenjena na 24 sekund in 30, zaokrožimo na slabih 25 sekund, zato ker so boksi nasproti tiste glavne ravnine, kjer gredo vsi na polno in seveda se to zna. Ampak o strategijah se bomo seveda pogovarjali v naslednjih prispevkih. Nam je še ostala danes vremenska napoved, ki je čisto drugačna od one, ki smo jo videli na veliki nagradi Nizozemske. Imamo napoved sončnega vremena v petek, soboto in nedeljo. In vse 3 dni se bodo temperature gibale med približno 17 in 27 stopinjami Celzija. Edine padavine, ki jih bomo lahko videli skozi celoten vikend, naj bi bile med nočjo v četrtek in seveda petek zjutraj, ko bo morda temperatura asfalta malce nižja. Govorimo, da bodo lahko imeli vozniki tam v obdobju prvega in drugega prostega treninga temperaturo asfalta nekaj pod 40 stopinjami Celzija. Nato bomo videli, da bo temperatura naraščala in za dirko v nedeljo bo lahko asfalt dosegel tudi okrog 44 stopinj Celzija. Ampak verjamem podatke bolj za tiste, ki podobno kot jaz tudi računajo, kakšne bodo možne strategije, a verjamem, da tudi zanimivo. Možnost je tudi manjših sunkov vetra med 5 in 15 km/h, ampak nič takega, kar bi lahko smatrali za kritično. Tako vidimo lahko, da v templju hitrosti nas čaka zanimiv dirkaški vikend. Za danes, za uvodni prispevek bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.